Dober dan, familija. Mi smo vsi sodelavci in smo člani ene velike družine Forever. Hvala direktorjem, da so me danes povabili, da vam lahko nekaj povem. Ko sem prej razmišljal, sem rekel, ja, čestitam moram nam, ki imamo 18. rojstni dan, pa vsem danes sodelavcem iz Hrvaške, ki praznuje 20. rojstni dan. Midva z mojo ženo smo pa nekje vmes. Zakaj vmes? Zaradi tega, ker sva pogodbo s Forever Livingom podpisala za božične praznike leta 2000, ko slovenske pisarne še ni bilo, bila je pa pisarna v Zagrebu. To se pravi, da se štejemo tudi kot člana hrvaške skupnosti. Prisrčno pozdravljeni. Naš direktor mi je naročil, da bi veš, je rekel, ti bi imel eno predavanje. Sem rekel, ja res, no dobro, si me že našel. Kakšen bi pa naj bil naslov? Je rekel, zdravnik opozarja. Smo že tam. Ker sem jaz splošni zdravnik, družinski zdravnik, vas vprašam, verjetno imate vsi svojega osebnega zdravnika, je tako? Imate, ne? Greste kdaj k osebnemu zdravniku? Pa me zanima, kolikrat ste že šli svojemu zdravniku, da ste se pohvalili, kako ste v redu. Že davno, ne? Pred 10 leti. Ja. V glavnem pridemo k svojemu zdravniku zato, da jamramo. In nekako, mi smo malo navajeni, ne? Da nam ljudje jamrajo in negodujejo, ne? Vse pri nas je tako v Sloveniji, čakalne dobe, pa ni zdravnikov, pa to ni, pa ono ni, pa vse ni. Tisto, kar pa je, pa pozabimo. No in tema je bila izbrana zato, da bi se mi tudi nekaj danes naučili, ker vsi že leta uporabljamo Foreverjeve izdelke, vemo, da so odlični, da zelo dobro si z njimi ohranjamo zdravje, tudi če kdaj zbolimo, da si z njimi lahko lepo pomagamo. Zato sem za začetek izbral mogoče nekaj nabranega, da vemo, o čem se bomo pogovarjali, kaj so tisti glavni problemi, ker problemi, ki nas danes starajo, ko se staramo, ne, so pravzaprav po državah Evrope skoraj identični, v procentih se nekoliko razlikujejo, sicer so pa povsem enaki. In mi se vsi staramo, ne? Kot veste, projekcija je, da leta 2050 bo več kot 50% ljudi v Evropi starejših od 65 let. Ne? In to potem predstavlja problem. Zato tisti, ki ste mladi, prosim, delajte otroke, da bomo mi imeli za penzijo. Če bojo vsi tako pridni, ko sva bila midva ženo, pa sva naredila 3, ne? Sva presegla enostavno reprodukcijo, potem bo že nekako šlo. No pa si mi malo poglejmo tole. V glavnem danes niso problem toliko nalezljive bolezni, kljub temu, da spet prihajajo nekako v moderne čase, zaradi tega, ker so antibiotiki vedno manj učinkoviti, ker so se mikroorganizmi na njih privadili, ampak še vseeno, glavnina ljudi ne umira za nalezljivimi boleznimi. Letos smo sicer imeli epidemijo gripe, ki je pobrala kar nekaj starostnikov, ampak problem generacij danes so kronične nenalezljive bolezni. Na prvem mestu so to bolezni srca in ožilja, potem pa tako, kot je napisano, sladkorna debelost, visokrvni tlak in tako naprej. Zakaj so te bolezni problem? Zaradi tega, ker ne ubijejo na hitro, ker ponavadi nič ne bolijo, jih pozno zaznamo, imajo pa dolgotrajne posledice. Ponavadi, jaz rečem, da so to bolezni, ki zelo malokrat kaj bolijo ali pa nič ne bolijo, ko pa začnejo kazati svoje znake, je pa že prepozno, ker koraka nazaj več ni. Po vzroku smrtnosti so malo drugače razporejene, ampak še vseeno so srčno-žilne bolezni, vsaj v srednji Evropi na prvem mestu, na drugem mestu rak in z njim povezane bolezni in potem bolezni dihal, prebavil in tako naprej. Zakaj sem dal na ta spisek 2 oziroma 3 stvari, ki niso bolezen?
Opazite, katere 3 so. A ne? To je kajenje, alkohol in stres. To niso bolezni, ampak povzročijo njihova zloraba, predvsem kajenja in alkohola, spada v sklop tako zvanih socialnih bolezni. Se pravi, razvada s kajenjem in alkoholom prizadene tudi druge člane v družini ali v skupnosti. Mene vedno zaboli srce, ko pripeljejo otroka, pa ga slečejo, pa njegova oblačila imajo vonj po tobačnem dimu. Potem se pa vprašajo, zakaj vsakih 14 dni ima otrok vnetje dihal. Se pravi, to so tiste stvari, ki prizadenejo širšo skupnost, alkohol pa tako je tako. Ne? Najprej družina trpi, ker ga nekdo pije, ne? Od začetka, ko začne, je še vse fino, ne? Če je malo pijan je tečen, če je fejst pijan je pa vesel, ne? So še vsi nekako zadovoljni, vse pri nas v Sloveniji tako vsi potiskamo nazaj, ja, vse drugače je pa dober, pa priden, če ni pijan je čisto v redu, sam če je pa pijan je pa tečen. No in potem začne, neredno hodi v službo, doma se skrega, ljubosum na ženo, ali pa žena na moža in obratno. Skratka, to privede potem do enega bolezenskega stanja v družini, v širših skupnosti, v službi in tako naprej. Stres je danes ena posebna kategorija. Mi vsi vemo, da mala doza stresa je stimulativna, zaradi tega, ker malo dvigne adrenalin, mi se pripravimo na to, da bomo delali bolje, hitreje, učinkoviteje, vendar kronični stres, ki stalno traja in nikoli ne popusti, je pa velik problem, zaradi tega, ker v organizmu sproža ene hormonske odgovore, ki za organizem prav gotovo niso dobri. In takole, ko med te prav gotovo sodi tudi danes strašno moderna, kronična raba pametnih telefonov, sploh pri mladih ljudeh. Brez njega več ne gre nikamor. Z ženo sva zadnjič šla na ples, pa je šla ena mladenka, pa je takole. Kaj veste, kam je šla? Na WC. Kaj je rabila na WC-ju telefon, mi povejte? Za ta zadnjo obrisati, pa ta malo obrisati ni rabila, verjetno telefona, sem na poti je bil. In ko smo dobili pametne telefone, smo rekli, super, krasno. Zdaj bom pa poklical, če v trgovini imajo to, pa to se ne rabim peljati. Ja. Kaj pa je zdaj? A imamo za to kaj več časa? Ne, manj ga imamo, ker vse posod nas dobijo na telefon. Ravno tako moram iti v trgovino pa se peljati. Samo če sem šel prej v trgovino, sem še 2 srečal, smo še šli na kavo ali pa na pier, pa smo se kaj pogovorili. Danes jih pa poglejte, vsak za svojo mizo. Poglej, pa spet. Poglej. Kaj jim bo ostalo? Nam bodo ostali lepi spomini, kaj pa njim? Prazne baterije, verjetno. Ne? To je en od vidikov stresa, tega sem poudaril, ker je zelo modern in je postale te zasvojenosti z moderno tehnologijo presegajo že vse pametne mere. Baje bi naj. No, za te kronične nenalezljive bolezni imamo kar nekaj dejavnikov tveganja. Na spol in družinsko obremenjenost ne moremo nič vplivati. Imam prav. Če smo si narobe zbrali partnerja, smo si ga, samo to ponavadi vemo še lepo čez nekaj let. Ne? Potem na druge stvari pa prav gotovo lahko vplivamo. Predvsem na ta nezdrav način življenja, kajenje, alkohol, sem rekel, tudi zloraba drugih drog je danes moderna in v porastu. Strašno moderna je danes konoplja, to verjetno veste. Ne? Konopljino olje pomaga za vse, vsi pozabijo, da je to hašiš, ne? In da je to močna droga, ne? Marihuana, da je resnično najbolj, če je že komu namenjeno z medicinskimi razlogi, je to bolnikom z hudo obliko rakave bolezni, ker se z medicinskega vidika ne da več pomagati, namreč marihuana, ki jo kadite, izjemno lepo ublaži maligno bolečino. In to je tudi edina primerna. Ne. Daleč od tega pa da maže, pa olja, pa ne vem kaj vse, ker strašno veliko, zlasti starostnikov, danes vozimo na urgenco zaradi tega, ker dobijo težave s srcem, pa ker padejo skupaj pa in tako naprej. Ne. In to traja, zastrupitev traja 6 do 8 ur, predno pride k sebi in je kar grdo zgledajo take akutne zastrupitve. No, na zvišano raven holesterola v krvi
kar je povezano s temi srčno-žilnimi boleznimi, lahko lepo vplivamo, tudi z dieto, vendar je zelo veliko ljudi, ki imajo zvišan holesterol, pa se pravilno držijo svoje prehrane. Danes vemo, da mi holesterol tvorimo iz drugih snovi tudi v jetrih in eni si z izjemno strogo dieto, ker izključijo holesterol iz prehrane, v jetrih sprožijo nastanek encimov, da ga producirajo še več. Se pravi, aktivirajo tovarno v jetrih zato, da tvori holesterol in tisti so pa res v težavah. Gre za to, da danes vemo, da je najbolj pametna uravnotežena prehrana, se pravi, da nič posebej ne izključujemo, hrana naj bo naravna, čim več doma pridelana in bi rekel letnemu času primerna in to je najbolj zdravo. Ne govorimo več o nekih izključitvenih dietah, govorimo o zdravem krožniku in to je tudi najbolj pametno. Sladkor, povišan sladkor krvi je danes epidemija v svetu. Sladkorna bolezen narašča izjemno naglo. Res je, da se tudi človeštvo stara, da imamo vedno več starih ljudi in več kot je starih, več imamo sladkorne bolezni. Tako da tu je pač treba biti pozoren, pravi čas ugotoviti. In zvišan sladkor v krvi, zvišan krvni pritisk so tihi ubijalci, se pravi, nič ne vidite, ko pa vidite, je pa pravzaprav prepozno. No, na zadnji ta dejavnik tveganja, to je čezmerno težo in debelost, lahko vplivamo s primerno prehrano in pa s primernim gibanjem. Danes vsi pretiravajo v raznih groznih dietah, ne bomo nič jedli, super, potem ne vnašamo snovi, ki jih organizem nujno potrebuje, vemo, da potrebujemo vitamine, minerale, esencialne aminokisline in tako naprej in če ne vnašamo nič, seveda organizem živi v pogojih stradanja, pride do procesov razgradnje v telesu, izgublja se mišična masa, ponavadi pa maščobe pa ostanejo, zaradi tega za razgradnjo maščob organizem rabi izredno veliko energije, tiste pa nismo vnesli. Najbolj pomembno je in vse resne študije tudi v medicini so ugotovile, da ni težko shujšati, da je težko potem vzdrževati težo. In da na vzdrževanje teže ima še najmanjši vpliv dieta, pač pa največji vpliv ima pa redna fizična aktivnost, gibanje. Treba je dvigniti porabo za to, da ohranite tisto telesno težo, drugače imate jojo efekt. Ali pa to, kako je meni rekel en moj prijatelj, ki je zadnjič po nekem času spet prišel na kontrolo, je rekel, veš, si mi naročil, da moram shujšati, pa ti moram povedati, je rekel, prej sem imel 92 kg, je rekel, zdaj sem pa shujšal na 96. No, naš cilj z vsemi ukrepi zdravega načina življenja je znižati krvni sladkor, znižati krvni pritisk in znižati maščobe v krvi. Vse, kar se teh bolezni srca in ožilja tiče, vse oba skupaj, če imate zvišen krvni tlak, pa se še zvišan sladkor v krvi, ni nujno, da imate sladkorno bolezen, samo zvišan sladkor, čez normalne vrednosti, to podvoji tveganje za nastanek možganske kapi. Če k temu prištejete še leta, ker z leti tveganje narašča, smo pa tam. No, in zdaj verjetno tukaj je zelo malo tistih, ki naših izdelkov Foreverja še kdaj niso uporabljali. Jaz sem malo zbral tiste, ki nam pridejo najbolj prav. Treba je poudariti, da Forever izdelki nič ne zdravijo. To niso zdravila, so prehranska dopolnila, vendar so krasna pri souporabi. Se pravi, če ste bolni in morate imeti zdravila, jemljete naprej, to pa zraven dodajte. Velikokrat se zgodi, da boste zaradi souporabe Foreverjevih izdelkih potrebovali bistveno manj zdravil. Ne gre pa za to, da bomo izključevali zdravila, ki so takrat, če so nujno potrebna. Za gel veste vsi, da je zdravilen, prej ste že slišali, so se direktori pohvalili, koliko gela na dan spijejo. Super je, odličen je, pri nas ga pijemo od leta 2000, pa pogledajte, kako izgledamo. Včasih smo bili mladi in lepi, po 18 letih smo še samo lepi in nekateri smo že tako dolgo zrajen, da bomo dobili potem tu inventarno številko.
Zelo pomemben pri ohranjanju ožilja so tudi nenasičene maščobne kisline. Za Arctic Sea veste, da je top izdelek. Izdelek je, mislim, da 2,5-3 leta nazaj dobil posebno svetovno nagrado za svojo kvaliteto. In pa Argi, ki vsebuje L-arginin, kjer sta avtorja tega izdelka dobila tudi Nobelov nagrado za ta izdelek. Izjemno izboljša prekrvavitev, tudi skozi drobne žile, in je izredno pomembno prehransko dopolnilo pri vseh tistih, ki imajo karkoli narobe z srcem ali žilom, od zvišanega krvnega tlaka naprej. Argi recimo izredno lepo zniža tudi srednji krvni tlak, tako da ga izredno toplo priporočam. No, pri srčno-žilnih boleznih še Cardiohealth, za Q10 veste, ne bi ponavljal te zgodbe. Česnovi izdelki, izredno dobri, mislim, da celo premalo krat uporabljeni, in pa izvleček materine dušice, krasni antioksidanti, izredno dobro vplivajo na prekrvavitev in pa seveda naš čaj. Mogoče katerega pogrešate tu še? Katerega bi še dali za bi rekel, preventivo pri srčno-žilnih boleznih? Namenoma sem enega izpustil. Toliko je reklame, vsi bomo pametni, ne bomo imeli demence. Ginkgo plus, seveda Ginkgo izboljša prekrvavitev skozi možgane, izboljša seveda s tem nivo kisika in seveda naši možgani so bolj aktivni. Zmanjšanje možnosti demence, zmanjšanje parkinsonizma in pa seveda zmanjšanje nastanka možganske kapi. Ginkgo plus zato, ker ima še tudi 3 vrste drevesnih gliv, ki pa delujejo zaščito še posebej še tudi kot zaščita proti raku in tu bomo tudi na tem ga zdaj videli, zaščita pred rakom so vsi geli. Kot smo rekli, ne samo tistih 0,3 ali pa 0,5 na dan, če smo ogroženi, potem ga treba piti bistveno več. Licium je tisti izdelek iz likorice, ki ima izredno visoke antioksidativne lastnosti, bogat z vitamini B in ga je prav gotovo pri vseh oblikah rakastih bolezni treba v prehrano dodati. V prehrano pri bolnikih z rakom gre izredno lepo vsi tudi napitki light, zaradi tega, ker sestavlja nek nadomestni obrok pri tistih, ki težko požirajo, ki so bolj prizadeti in imajo že velike težave. Drugače, pri rakastih obolenjih vitamini A skupine, A, beta, kar poznate, absorben C, močen antioksidant, verjetno ga ne rabim posebej omenjati. Pri obolenjih prebavil fiber kot vir snovi, ki jih organizem potrebuje, zaradi tega, da uredi prebavo tako, kot mora. Zraven mu dodajte probiotike, Activ Pro B, Ginkgo tudi pri raku prebavil, in pa seveda Fields of Greens, polja zelenil, ker ta zelena zelenjava z veliko klorofila izredno ugodno vpliva na procese v naših prebavilih. Pomesten, ne smemo pozabiti, izredno veliko izvlečkov zdravilnega sadja, Imoblend, laktoferini, snovi, ki spodbujajo naš imunski sistem in ga s tem pomagajo ščititi pred rakastnimi boleznimi. In pa, čeprav sem na zadnji strani med srcu hrani, smo včasih pisali, matični mleček, royal jelly, izredno učinkovita snov v preventivi rakastih bolezni, pa tudi potem pri zdravljenju, zlasti po končanem zdravljenju z kemoterapijo ali z obsevanjem. V to skupino prav gotovo lahko štejemo tudi Vitolize in Multimako za preventivo raka na koži, pa First, jelly in krema za sončenje. Raka na koži je vedno več in vam toplo priporočam, redno uporabljate vsaj te 3 izdelke. Pa seveda, tako kot sem napisal,
gibaj, telovadi, rekreiraj. Tudi če ljubite, je to tudi ena od vrst rekreacije, ne? Ampak samo doma, ko ni tako sladko, da ne boste dobili sladkorne bolezni. Lajti pri tem, seveda, kot sem že omenil, in gremo naprej. Gospoda vsi poznate, to, kar je napisal že nekaj časa nazaj, velja prav gotovo tudi danes. Veliko uspeha vam voščim pri vašem naslednjem delu in da zaključim nekako v tem stilu, kot sem začel. Ni hudo, če ti zdravnik kaj prepove, hudo je, ko ti naenkrat vse dovoli. Hvala lepa.